Naslednjo uro bomo prisluhnili strokovnjakom, ki bodo predstavili svoj prispevek v sklopu kratkega ukrepa 3. Z nami danes bodo strokovnjaki iz Zavoda za zaposlovanje in pa z nevladnih organizacij in pa da bomo še vedno obdržali te časovne okvirje, ki nam postavljajo pravila igre. Vabim kar prvo današnjo predstavnico Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Sanjo Belec, da predstavi področje zaposlovanja brezposelnih. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni v imenu Zavoda za zaposlovanje in tudi v mojem osebnem imenu. V teh nekaj minutah vam bom poskušala povedati, zakaj smo se odločili za sodelovanje v projektu SLOPA. Pri Zavodu za zaposlovanje se seveda zelo dobro zavedamo, da je delovna zmožnost človeka ključna za uspešen nastop in tudi ohranitev zaposlitve na trgu dela. Zaradi tega imamo vrsto storitev, ki jih izvajamo za osebe z zdravstvenimi ovirami. To pomeni vse od zdravstveno-zaposlitvenega svetovanja, kjer naši zdravniki svetovalci ugotavljajo, kaj lahko oseba za neko preostalo delovno zmožnost počne, katera so tista ustrezna delovna mesta. Imamo storitve zaposlitvene rehabilitacije, rehabilitacijsko svetovanje, sodelujemo pa tudi s centri za socialno delo, kadar pri osebah ugotavljamo, da so pri zaposlovanju ovirane zaradi nekih osebnih okoliščin, težav v duševnem zdravju ali domnevne odvisnosti. Imamo tudi vrsto programov aktivne politike zaposlovanja, v katere vključujemo osebe z zdravstvenimi ovirami in podobno. Torej, naš namen tega sodelovanja je ravno v tem, ker je projekt SOPA zasnovan interdisciplinarno, ker je zasnovan tako, da bodo sodelovali različni deležniki v lokalnem okolju. Ravno to manjka za osebe, ki imajo neke kompleksne ovire, ker zdravstvene ovire so običajno povezane tudi z nekimi drugimi ovirami, z nekim slabšim socialnim stanjem ali pa nekimi drugimi osebnimi okoliščinami, je zelo pomembno, da se v razreševanje njihovih težav vključujemo vsi, ki imamo različne storitve. Nekaj ima Zavod za zaposlovanje, nekaj ima centri za socialno delo, nekaj nevladne organizacije. Torej, ta razvoj integriranih storitev, da odgovarjamo na potrebe brezposelne osebe, ki so zelo kompleksne, nas je tudi vodil k sodelovanju v tem projektu. Kako mislimo, da lahko sodelujemo? Predvsem z tem, da v naših prostorih in na naši spletni strani zagotovimo vse potrebne informacije o projektu, ter da znamo brezposelne osebe usmeriti na vire pomoči. Tu se nam zdijo pomembni seveda tudi zelo delodajalci. Mi imamo za delodajalci različne dogodke in se nam zdi zelo pomembno, da tudi delodajalce ozaveščamo o pomenu tega, na kak način pri zaposlenih se spremlja tudi njihov odnos do zdravega pitja alkohola, ker tudi to vemo, da tudi to lahko vodi v nižjo delovno učinkovitost, kadar pač zadeva preraste do težav. V projektu pričakujemo, da se bomo vsi svetovalci pri zavodu čim več usposobili za prepoznavanje tveganega in škodljivega pitja alkohola in za eno kratko uporabo vprašalnikov skozi pogovor, tako kot bomo tudi v nadaljevanju slišali, da ste že slišali v predhodnih izobraževanjih, da bomo prepoznali tiste osebe, ki potrebujejo neko pomoč in jih bomo znali usmeriti na vir pomoči. To je ena stvar, druga stvar pa seveda to sodelovanje z vsemi ostalimi deležniki in pa tudi to, da bi se postopoma tudi naši izvajalci, tako zdravniki, svetovalci, člani timov zaposlitvene rehabilitacije usposobili za prepoznavanje tveganega in škodljivega pitja alkohola in prav tako sodelovali pri ozaveščanju ljudi. Kaj se nam zdi ključno? Z vidika Zavoda za zaposlovanje se nam zdi ključno dobro sodelovanje s centri za socialno delo, ker gre v veliki večini za naše skupne stranke. In pa seveda za vsemi ostalimi. Tu vidimo veliko vlogo tudi programov socialne aktivacije, koordinatorjev socialne aktivacije, kamor vključujemo naše skupne stranke. Potem so tu centri za krepitev zdravja, kjer je neko naše tiho pričakovanje, da se bodo tudi tisti, ki se bodo vključevali v SOPA, da bodo šli mogoče preko nekih skupnih koordiniranih aktivnosti. Zato se nam zdi zelo pomembno, da bo ta koordinacija aktivnosti zelo dobro potekala in od njih v bistvu pričakujemo, da bodo ravno oni tisti, ki bodo
koordinirali to naše sodelovanje v lokalnem okolju, pa seveda tudi na nacionalnem. To je z moje strani vse, tako da se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala za to predstavitev. Gremo kar naprej, sicer na področje dobrodelnosti, vabim Petra Tomažiča, Slovenske Caritas. Dobar dan, lep pozdrav. Na začetku bom na kratko predstavil področje splošne dobrodelnosti, verjetno vam je že zelo poznano. V glavnem gre za materialno pomoč otrokom, družinam, starejšim, to je ključna dejavnost, potem pa tudi za programe preprečevanja socialne izključenosti za starejše in otroke. Rdeči križ in Caritas sta verjetno tukaj najbolj prepoznavna svojo veliko mrežo organizacij. Ključno pa je to, da so to izrazito prostovoljske organizacije, te programe izvajajo prostovoljci, ki so v zelo dobrem stiku s svojimi uporabniki, poznajo njihovo okolje, poznajo njihovo razmerje in tukaj je res priložnost tudi za reševanje tovrstnih problemov. Kar se tiče ukrepov, seveda lahko v teh organizacijah izvajamo vse, kar je zamišljeno od preventive, razdaljevanja materialov, informativnega pogovora in seveda tudi usmerjanja in razpoznavanja še prej. Ciljna skupina, najširša ciljna skupina so seveda prejemniki hrane, evropske hrane, ji rečemo po domače. Tukaj zajame Caritas približno 40 000 gospodinstv, Rdeči križ pa 50 000 gospodinstv. Zdaj, kateri so tisti aktualni uporabniki, ki jih lahko naslavljamo v tem projektu, se pravi tisti, ki se jih tiče tudi zaposlovanje. V glavnem je to skupina socialno ogroženih posameznikov med 40 in 60 letom. Ti običajno živijo sami v gospodinstvu ali pa z enim od staršev. Imajo predružene motnje v duševnem zdravju, pa še kakšne druge težave, potem so socialno ogrožene družine. Tukaj je posebnost ta, da k nam prihajajo večinoma ženske kot nosilke gospodinstva. Težave z alkoholom pa imajo večinoma partnerji moški. Tako da tukaj je neka druga situacija v smislu opolnomočenja. Potem posredno pa se seveda lahko v teh programih dotaknemo tudi starejših in otrok, ker prek njih pridemo do aktivne populacije. Zdaj, ta socialna ogroženost v teh skupinah, seveda ključno je najbolj vidno materialno pomanjkanje, vzrok je običajno dolgotrajna brezposelnost ali pa negotova zaposlitev, tista prvi vzrok. Potem običajno imajo neurejene pogoje za bivanje, slaba stanovanja, podnajemniki in tako naprej, in pa dodatne zdravstvene težave. Kot sem že rekel, duševno zdravje, invalidnost, različne omejitve pri delu, to so neke skupne lastnosti te skupine ciljane. Potem, kar se tiče škodljivih navad in stanj, mi zaznamo v naših analizah in evaluacijah, da v tej populaciji je več prekomernega pitja alkohola, tudi večji delež zasvojenih, nasilje se pojavlja, večji delež kadilcev, nezdrave prehrambene navade, v zadnjem času opažamo tudi veliko otrok je debelih in se soočajo neke vrste kompensacije, včasih tudi to, manj kvalitetna hrana, nizkocenovna, skratka, to je pač posledica, vse te stvari so posledica tudi nižjih prihodkov in pa tudi nižje izobrazbe, kar je značilno za to skupino. Potem manj časa imajo tudi za gibanje, namenjajo se za gibanje ali pa za preživljanje prostega časa. Kar je pa ključno, nizka samopodoba, pasivnost, zelo, da rekel, ni samosavest in tako naprej. Skratka, kombinacija vseh teh težav seveda velikrat pelje tudi do težav z alkoholom. Vstopne točke, dogodki za širšo javnost. Tukaj imamo veliko izkušenj z akcijo 40 dni brez alkohola, ki ima zelo podobne cilje, kot jih ima projekt SOPA. Potem druga možnost je pa osebni stik, ko človek pride k nam, ko si neko sliko ustvarjamo, zberemo dokumentacijo, se z njim pogovorimo, ob letnem preverjanju statusa je tudi mogoče, potem pri samem razdaljevanju hrane, pri spremljevanjih ukrepih, svetovanje, skupine, delavnice in podobno. Ključno pa je, da uporabnika ne stigmatiziramo. Torej,
pridemo za širšimi vsebinami, tudi duševno zdravje, prehrana, gibanje v nekem paketu, ker če ga direkt nastavimo na alkohol, seveda to nima ponovno dobrega učinka. Sodelovanje deležnikov nam se zdi zelo pomembno spoštovanje in zaupanje. Najprej izvajalcev uporabnik, seveda pa tudi med vsemi nami. Mi vsi si ne želimo pošiljati ljudi naprej in da tam nekje obtičijo ali pa naletijo na neko negativno izkušnjo. To se mi zdi zelo pomembno, da mi med sabo sodelujemo, vse poznamo, da za ljudi nekaj naredimo, ne pa se jih znebimo. Kar se pa tiče končnega cilja, bom mogoče malo ponazoril, na kratko. V nedeljo sem bil na 51-letnici, pričakoval sem zelo čudno situacijo s polno alkohola, ampak sem bil zelo presenečen. Bili smo skupaj 7 ur, smo se zabavali vse, vendar noben je bil pijan. Zdravljice so tudi potekale z vodo, s sokom, skratka, to sploh ni bilo debate. In se mi zdi, neka taka normalnost bi bil nekoč lahko naš skupen cilj in pač neka sprememba ravnanj, predvsem pa nesprejemljivost o pijanju. To bi moglo biti družbeno nesprejemljivo. Hvala. Nadaljujemo z naslednjo predstavitvijo, prav tako z področja dobrodelnih organizacij, Varnih Krila Klajnšča, Rdečega križa Slovenije. Dobar dan vsem skupaj. Glede to, da je kolega splošno dobrodelnih organizacijah ali humanitarnosti itak povedal vse, praktično kar je ključnega, bom jaz samo na kratko predstavil vstopne točke, pa nekaj informacij o Rdečem križu. Rdeči križ je, kot veste, ena velika humanitarna organizacija, ki ima za razliko od Karitasa to nesrečo, da poseduje debeli rtič. In tole tudi še debeli rtič je pravzaprav cilj privatizacije, zaradi katerih imamo mi že dobro desetletje stalne probleme. In ko boste brali v današnjem delu, oziroma v Zeitungih o Rdečem križu, naj vam bo to pač uvod v razumevanje ta interna informacija. Drugač pa imamo mi en kup dejavnosti, ki jih Karitas nima, to so javna pooblastila, krvodajalstvo prva pomoč vasu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter iskanja pogrešanih, ki so pravzaprav tudi možne stopne točke za inputiranje sporočil SOP-a. Naprej. Pri nas je stalna dejavnost, je preventivna na področju preprečevanja zasvojenosti, in sicer tobak, alkohol, droge, to so stalnica, zdrav način življenja in telesne aktivnosti za zdravje prav tako. Kar se tiče socialnih dejavnosti, pravzaprav se pokrivamo z Karitasom, poleg tega imamo zdraviliško-letoviško dejavnost, seveda to je to, kar sem omenil, in založniško dejavnost, v okviru katere imamo ogromno nekih publikacij, ki bomo z informacijami, ki bodo neposredno produkt SOP-a, posodobili in poenotili. Tukaj so naštete vstopne točke, to so podatki povprečje zadnjih nekaj let po posameznih programih, ki jih tukaj se najboljše, da si jih preberete, ne, da jih ne naštevam, pa da ne dolgo vezim. Glavnem, vse te številke kažejo na ogromno število uporabnikov, ki so dostopni za to, da jim približamo sporočila tega projekta. Tukaj je nadaljevanje tega, tudi ne bi rad bral, ker smo dolgočasni z branjem. Te prosojnice boste itak dobili. Skratka, vstopnih točk je ogromno, ljudi, ki so tukaj na voljo za dostop do informacij, je ogromno. Če bomo pa skupaj sodelovali dobro, bo pa učinek toliko boljši. Hvala. Hvala. Sedaj pa se z področja dobrodelnosti
usmerjamo na področje gibalno oviranih, zato vadim Špilo Šusteršič z Zveze paraplegikov Slovenije, da predstavi to področje. Lepo pozdravljeni. Prihajam iz Zveze paraplegikov Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije pokriva nevladne organizacije. Kot je bilo že povedano, smo se v projektu SOPA pridružili v skupini gibalno oviranih. Zato bom predstavljala čisto kratko nekaj pojmov, našo razdelitev, na katerih področjih bomo lahko aktivno sodelovali v projektu in pa naše predvidene aktivnosti. Torej, gibalna oviranost je zelo širok pojem in se lahko kaže v različnih razsežnostih, predvsem pa je najbolj vidna ta fizična oviranost, pač težja ali nezmožnost premikanja rok in nog. Naši člani, ki so včlanjeni v Zvezo paraplegikov in jih je 1040, potrebujejo pomoč pri gibanju, pomoč pri mobilnosti in pa predvsem tudi v intelektualnem in psihosocialnem razvoju. To so bile te definicije, ki sem jih nekaj povedala. Včlanjeni so zaradi tega, ker imajo okvaro hrbtenjače in največji procent članov je, ki so po prometni nesreči poškodovani, in to je sicer 32%, je bil vzrok prometna nesreča, 24 padec, 4 skok, 21 bolezen in ostalo. Posledice gibalne oviranosti, tako kot sem rekla, niso samo fizične, ampak so tudi psihosocialne posledice, zaradi katerih pač lahko rečem, da smo pri svojem delu opazili, da določeni naši člani, oziroma kar velika večina, tudi poseže po alkoholu. Nekako skozi delo smo spoznali, da se soočajo z depresijo, osamljenostjo, predvsem ostajajo doma po poškodbi, se zapirajo, predvsem v krajih, kjer niso urbana okolja, negativna samopodoba, občutek manj vrednosti in pa spremenjena vloga v domačem in pa službenem okolju. Torej, s tem namenom je bila ustanovljena Zveza paraplegikov, delujemo že 49 let in imamo vrsto posebno socialnih programov, ki jih danes ne bom naštevala, bom pa opredelila naše aktivnosti skozi te posebne socialne programe, ki se bodo izvajale na naslednjih področjih. In sicer v Društvu paraplegikov Ljubljanske pokrajine, Društvo paraplegikov Podravja, Jugozahodne Štajerske, Prekmurja in Prlekije, Dolenjske Bele krajine in Posavja, to je novo mesto, tam, kjer je bilo v predhodnem govoru označeno kot najbolj tvegano območje, Koroške, Gorenjske, Istre in Krasa ter Severne Primorske. Aktivnosti, ki jih predvidimo v projektu SOPA skozi naše posebne socialne programe, je predvsem informiranje in usmerjanje. Na infotočkah, ki potekajo vsak mesec na Inštitutu Uri Soča, bomo informirali o naših programih in pa razdeljevali gradivo SOPA. Prav tako bomo informirali in usposabljali naše zaposlene, kajti imamo kar nekaj zaposlenih, ki upravljajo poklic osebnega asistenta in dejansko vstopajo v domove naših uporabnikov. Hkrati bomo tudi zaposlene informirali o škodljivem pitju, pa o tem, kako nagovoriti oziroma prepoznati pravilno delo z ljudmi, ko prihajajo v dom in lahko prepoznajo tvegano pitje. Pošiljali bomo gradiva posameznikom. V medijskih in drugih promocijskih aktivnostih bomo preko naših glasil, spletnega omrežja in pa publikacij nagovarjali širšo in pa ciljno populacijo naše organizacije. Organizirali bomo kreativne delavnice, šport, v smislu športnih aktivnosti in pa likovnih aktivnosti, seveda na temo SOPA, in pa organizirali bomo okrogle mize po teh lokalnih območjih. Hvala za pozornost. Nadaljujemo s področjem duševnih motenj. Vabim Ksenjo Bratuš Albrecht, da predstavi še to področje.
Lepo pozdravljeni. Danes vam bi predstavila kratek ukrep lahko 3 za področje duševnih motenj. Prihajam iz Zavoda Šemprima, Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje. Pravi, sama zaposlitvena rehabilitacija je sklopljenih določenih storitev, je individualizirana pravica invalida, s katero se povečuje zaposljivost posameznika. Cilj zaposlitvene rehabilitacije je, da se invalid usposobi za ustrezno delovno mesto, da se zaposli, da zaposlitev obdrži ali pa da spremeni svojo poklicno kariero, če je to potrebno. Se pravi, samo zaposlitveno rehabilitacijo bi lahko razdelili na 2 sklopa. Prvi sklop so psihosocialne storitve, kot je motivacijsko usmerjeni intervju, individualni razgovori, poklicna orientacija, skratka zelo individualizirano usmerjene storitve. Na drugi strani imamo pa usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, pri konkretnem delodajalcu, v lokalni skupnosti, kjer se oseba lahko tudi delovno preizkusi. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja v okviru javne službe in izvajajo strokovni tim, v okviru katerega so zaposleni strokovnjaki z področja socialnega dela, psihologije, delovne terapije, medicina dela in tudi psihiatrije. Pogledamo si, kje bi se lahko naslavljalo alkoholno problematiko. In sicer pogledamo, vidimo, da v 3. koncesijskem obdobju se pravi, naša mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije do 2020 vključuje normativ in sicer 1980 oseb na letni ravni. In seveda, velikokrat tekom same obravnave, sama obravnava traja do 2 let, se pravi, kar dolgo časovno obdobje, se tudi pri naših uporabnikih, poleg teh osnovnih težav, tudi ugotavlja škodljivo rabo alkohola. Se pravi, vstopne točke bi lahko bile takoj o vključevanju uporabnika v storitve zaposlitvene rehabilitacije, kadarkoli tekom celotne obravnave, dokoliko bi se izkazali te potrebe, in tudi pri sodelovanju z delodajalci, ker se ta bazen oseb tudi poveča. Seveda, brez povezovanja ne gre. Pomembno je locirati v skupnosti pomembne deležnike, ki se že ukvarjajo s tematiko odvisnosti, tudi nevladnike. Pomembno je tudi, da se deluje po načelu podpreti, razširiti in tudi nadgraditi že obstoječe programe, tako pridemo do hitrejšega učinka in tudi sama zadeva je bolj ekonomične narave. Ker se je treba zavedati, da se pravi, organizacije, ki že dolgo časa prepoznavajo določene potrebe, tudi pridejo najhitrejše do ciljne populacije, se pravi uporabnikov. Trenutno se škodljivo rabo alkohola ne naslavlja na formalen način, seveda bi bilo potrebno poenotiti pristop naslavljanja in da lahko se to zgodi, je potrebno strokovne delavce na področju zaposlovanja, zaposlitvene rehabilitacije tudi ustrezno usposobiti. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Hvala. Zdaj smo zaključili en krajši sklop predstavitev, ki naslavljajo določene ranljive skupine. Naslednji 2 predstavitvi pa so usmerjeni bolj v neke aktivnosti, ki predstavljajo neke varovalne dejavnike. In gremo kar na prvo predstavitev, sicer področje kulture, zato vabim Majo Papič, Zveze kulturnih društev Slovenije, da predstavi še ta vidik. Dobar dan, Sveta kulture. Moje ime je Maja Papič in bom predstavila področje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Ljubiteljska kultura je tak množičen fenomen v Sloveniji, s katero se aktivno ukvarja okoli 7,000 ljudi, ki so aktivni v različnih kulturno-umetniških sestavih.
Najbolj množična dejavnost je vokalna glasba, torej pevski zbori vokalne skupine, potem inštrumentalno gledališče, lutke, folklora, sodobni ples, film, video, likovna in literarna dejavnost. Torej ljubiteljska kultura, z njo se ukvarjajo ljudje na nepoklicen način, torej prostovoljno. Na leto zabeležimo okrog 25,000 odrskih predstavitev. Glavni nosilci te dejavnosti so kulturna društva, pri nas jih je okoli 5,000 in na njihove produkcije pride skoraj 4 milijone obiskovalcev na leto, kar pomeni, da povprečno vsak Slovenec obišče 2 tovrstne kulturne produkcije na leto. Za ljubiteljsko kulturo je značilno delo skupnosti, medgeneracijsko povezovanje, prizadevanje za skupni uspeh, aktivna participacija na področju kulture in umetnosti, zelo močen integrativni značaj, socialni in tudi terapevtski moment. Torej dokazano je, da pacienti hitreje in bolje okrevajo, predvsem če izpostavljamo tukaj fenomen pojoče bolnišnice, Healing Hospitals, ki se najprej razvil v Nemčiji, kjer je ustanovitelj, mislim, da je bil Wolfgang Bossinger, preizkušal pozitivne oziroma učinke petja v skupini in dokazal, da pacienti hitreje in bolje okrevajo. No in od tam se je potem ta fenomen razširil naprej v Avstrijo, Švico in zdaj je ta projekt izvajal v 29 državah po svetu. Javni sklad za kulturne dejavnosti je pred 2 ali 3 leti organiziral eno okroglo mizo na temo Peti na recept, kjer so ugotovili, da v Sloveniji obstaja potreba in zanimanje za to vrstno glasbeno terapijo, no, ampak ni še čisto jasno, kako bi z uradnimi postopki torej to upeljali v sistem. No, zdaj pa, če še nakratko predstavim vstopne točke za pristop SOPA. Predvsem gre za informiranje in diseminacijo gradiv. Recimo, ena izmed možnih vstopnih točk so dogodki kulturnih društev, kot so letne produkcije, jubileji, okrogle mize, predavanje, delavnice in podobno. Tem interni dogodki društev, letne skupščine, seje, izvršnih odborov, srečanje z leti. Zanimivo bi bilo tudi nagovoriti društva, da na temo alkoholne problematike naredijo tudi kakšno kulturno-umetniško produkcijo. Zagotovo to že obstaja, predvsem to poznamo iz sveta filma, ampak mislim, da tudi kakšna gledališka predstava lahko se pa tudi kaj zapoje na to temo. In seveda informiranje in ozaveščanje preko spletnih strani, imamo tudi revijo za ljubiteljsko kulturo ali tudi preko družbenih omrežij. Kar se tiče medsektorskega povezovanja, mislim, da je tukaj možno sodelovanje z vsemi vključenimi akterji, z vsemi področji. Kultura je zagotovo lahko tudi eden izmed virov pomoči, v smislu preventive, aktivnega in zdravega življenjskega sloga, boljše socialne integracije in podobno. Hvala. Kot sem napovedal, bomo imeli 2 predstavitvi z področja nekih dejavnosti, ki so lahko varovalni dejavnik. Področje športa je v sklopu SOPA pokrivala Ana Radiva, zaradi njene odsotnosti pa bo danes to vsebino predstavil naš sodelavec Blaž Bajec. Lepo pozdravljeni. Gospa Radiva je včeraj sporočila, da se opravičuje zaradi bolezni, ni mogla priti. Bom pa nakratko predstavil področje športa in rekreacije, vstopnih točk, vsebin in aktivnosti na tem področju in možnosti medsektorskega povezovanja. Šport in rekreacija predstavlja za marsikoga v različnih generacijah prostočasno dejavnost, v katerem si krepi zdravje, vzpostavlja ravnovesje,
prostočasna dejavnost, ki je namenjena temu, da se jo izbere sam v prostem času, po svojih lastnih zmožnostih in preferencah. Motivacija za to je skrb za zdravje in za tem, da se posameznik osredotoča na svoje telesne zmogljivosti, se odvija tudi področje vprašanja, kako pa se vključuje tveganje škodljivo pitje alkohola v rekreacijske dejavnosti. Tako lahko v področju rekreacije in športa se spodbuja na prejšnjem področju ambulatorijskega in področju kulture, kako razvijati zdrav življenjski slog, tako tudi na področju gibanja in rekreacije, kako se razvijati zdrave življenjske navade. Šport in rekreacija poteka, lahko grobo rečemo, na 3 področjih, v športnih društvih in zvezah, ki izvajajo programe in vadbe, pomembni deležniki so občine, šole, zavodi, ki skrbijo za koordinacijo, ki vzpostavljajo prostore, v katerih se izvajajo športne aktivnosti. Ni zanemarljivo kot tudi tisti del prebivalstva, ki se kot posamezniki ali skupinah obvestujejo rekreativnih dejavnosti in izvajajo za sebe telesno vadbo. Vstopne točke za področje športa in rekreacije so namenjene ciljno temu, da se problematika tveganega in škodljivega pitja vzpostavi kot nekaj, o čemer se pogovarja o tem, ko se razmišlja o telesnem zdravju. Šport je zato primeren preko informiranja, osveščanja javnosti, prispevkov, poročano o športnih dogodkih na spletnih straneh. Možnost za vključevanje smernic SOPA obstaja na 2 ravneh v športno-družbenih projektih in programih v športnih društvih in zvezah in pa pri izobraževanju športnega kadra, ki izvaja oziroma se neposredno v stikih z uporabniki, ki lahko posreduje informacije o tveganju in škodljivem pitju naprej. Preko vad in preko tega, da se ozavešča vplivu alkohola, pride do tega potenciala, da se ozavešča ob tem, ko se vadi, skrbi za svojo telesno kondicijo, potem, da se vzpostavlja nek zdrav življenjski slog, se to izključuje z pitjem alkohola, ker alkohol škoduje, tudi v zadnjih raziskavah ni pozitivnih učinkov. Vstopne točke so seveda tudi v samem povezovanju z zdravstvenimi domovi in preventivnimi programi v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrih. Posamezniki, ki se odločajo recimo za to, da grejo v programe gibanja, hujšanja, športna društva in aktivnosti, lahko potem povabijo k temu, da ta svojo spremembo življenjskega sloga nadaljujejo v tem kontekstu. Še ena možnost pa so sami športniki, ki so predstavljajo tudi zglede. To so zglede, ki povlečejo, ki dajo ljudem vedeti, da lahko nekaj napravijo in z udejstvovanjem v promocijskih aktivnosti medijske narave lahko pridobiti tudi dan pristop SOPA. Iz tega sledi uvajanje vsebin SOPA, kot rečeno, v izobraževanju strokovnega kadra in v obliki smernic za športno-društvene programe in aktivnosti športnih društev, kot so testiranje telesne pripravljenosti, delavnice, vadbe. Zato je potrebno razviti, se že razvija, polivno strokovne vsebine, s katerimi se opremi društva, da lahko potem naslavljajo svoje uporabnike in jih obveščajo o tveganju in škodljivem pitju alkohola in možnosti virov pomoči. In pa z sodelovanjem strokovnega kadra strani zdravstvenikov, zato da se še ta strokovna plat predstavi na športnih dogodkih in v rekreacijskih dejavnosti. Obenem je pomembno, da se spremlja, kako se to uvajanje pristopa SOPA odvija na terenu preko evaluacije in spremljanja predlogov za izboljšanje. V zaključku, kot smo že več slišali tudi v prejšnjih predstavitvah, možnost sodelovanja in povezovanja, ki prinese več, ki prinese, da to ne bi bila samo lepe besede v končni fazi, ampak tisto, ko se skupaj vzamejo in centri za socialno delo, zdravstvene domovi, različne nevladne organizacije, zavodi za zaposlovanje. To v okviru SOPA je predvideno skupaj z vključevanjem predstavnikov NIJZ, ki bojo posredovali vsebine, glede uvajanja pristopa SOPA. Želimo si, da bi to potekalo čim bolj odmevno in da bi na ta način pristop SOPA dejansko tudi zaživel. Hvala lepa. Hvala. Nadaljujemo z
naslednjo predstavitvijo, ki nas vrača v področje ranljivih skupin. Sicer področje slepih in slabovidnih bo predstavil Igor Miljavec, Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Lep pozdrav v imenu Zveze slepih in slabovidnih Slovenije. Jaz sem Igor Miljavec, mi smo organizirani v 9 medobčinskih društev, trenutno vključujemo okrog 4000 članov in dejansko mi rekel, da če si član zveze ali društva, moraš pač imeti vid, ki je predplačan v dve, spadamo v dve skupine. Prva, druga skupina je področje slabovidnosti, naslednja skupina 3, 4, 5 je področje slepote, čista slepota je pa peta skupina. Dejansko mi izvajamo različne socialno-varstvene programe, tako tudi športne programe in se vsebujemo tudi v kulturi. Skozi razne naše te programe pa lahko uvedemo tudi področje prekomernega pitja alkohola, tako da dejansko povežemo člane, ki imajo te težave in tudi z individualnimi razgovori lahko pomagamo, da se dejansko, ker dosti je to povezano tudi na izgovore in na svojce, da lahko skozi naše programe zavestimo, da je prekomerno pitje alkohola eno področje, ki ga bomo tudi na Zvezi slepih dejansko z novim letom več poudarka dali na tem. Tako da bi se še enkrat sem zahvalil za sodelovanje in hvala. Področje, ki sem še rekel, to sem pa dejansko spustil, da je dejansko brez povezovanja z ostalimi deležniki dejansko naše aktivnosti. Hvala, tako kot je ta zaključna misel, edina tema, ki obstaja, je neznanje. Bomo znanje zdaj mačkam bolj razširili, s tem, da si pogledamo še področje gluhih in naglušnih. Hvala Nataša Kotiš, tolmačka za slovenski znakovni jezik, sicer pa Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljane, da predstavi to področje. Lepo pozdravljeni. Ker so moji predhodniki zelo veliko in zelo lepo predstavili področje delovanja in kako bi se povezovali med seboj, se bom jaz bolj osredotočila na samo skupino gluhih in naglušnih, ki so kot ranljiva skupina verjetno nekaj zelo posebnega. Gluhe in naglušne nekako razdelimo v nekaj kategorij, pri čemer ni toliko pomembno po procentih, koliko je katero utrpel izgube sluha, kot pa način komunikacije. Se pravi, ko govorimo o gluhih, vemo, da uporabljajo prvenstveno slovenski znakovni jezik. Ko govorimo o težko naglušnih, ki že zaznajo neke zvoke, še vedno govorimo prvenstveno o slovenskem znakovnem jeziku kot možnosti, kako komunicirati z njimi. Medtem ko pri naglušnih pa je že slušna pot tista, ki omogoča govor. Pri gluhoslepih nastopi velika težava, da niti ne slišijo, niti ne vidijo in nujno potrebujejo asistenta za komunikacijo, medtem ko osebe s polškim usadkom pričakujemo, da se lahko z njimi normalno sporazumevajo, običajno, vendar moramo vedeti, trenutke, ko odložijo, polški usadek, se pravi zunanji aparatek, jih obravnavamo kot gluhe osebe. Kaj bo značilno za gluhe? Torej, gluhi, ki so bili v običajnem izobraževalnem sistemu, to se pravi, da so bili vključeni v Zavod za gluhe in naglušne, Center za sluh in govor Maribor in Portorož, je značilno, da ne dosegajo ravno visoke izobrazbe, posledično ne zasedajo dobro plačanih delovnih mest in posledično seveda nimajo ravno dobrih plač, ne živijo v dobrih pogojih, imajo pa izjemno visoke pričakovanja in zahteve do družbe. Se seveda skupaj družijo v svojih skupnostih, pretežno so seveda to njihova društva gluhih in naglušnih, ki jih je skupno 13. Moramo vedeti, da ta jezik, slovenski znakovni jezik, ne uporablja ravno veliko ljudi, kar pomeni, da so res segregirani.
In kljub temu, da se na vse možne načine trudimo za integracijo, bojo vedno na nek način ostali osamljeni ravno zaradi načina komunikacije. In zaradi tega seveda so dosti bolj podvrženi tveganim oblikam in zlorabi alkohola in so tudi sicer težave pri zdravljenju pri odvisnosti. Zdaj, ko mi govorimo o kratkem ukrepu 3, najbolj pomembno, kar bi želela izpostaviti, je to, da vi lahko z gluho osebo komunicirate tako, da predvsem vzpostavljate očesni stik, mogoče preko kakšnih anket, pri čemer morate vedno preverjati, ali je oseba razumela vaš namen in ali je razumela pisano besedo. Če ugotovite, da je tukaj delni uspeh, mislim, da je najbolj pametno takšno komunikacijo prekiniti in nadaljevati, kako bo prisotno tolmač. Zdaj, vstopne točke, kot sem že rekla, so v bistvu enake kot pri vseh ostalih mojih predhodnih govorcih, pri čemer bi pa res poudarila, da društva gluhih in naglušnih imajo zelo visoko usposobljene sekretarje, strokovne delavce, ki povezujejo vsa različna področja, ki se tičejo gluhih in jim pomagajo v vseh najrazličnejših težavah, ki nastopajo v različnih življenjskih situacijah. Tako kot pač našteto, center socialne dela je možno vstopne točke, zdravstveni dom, delovno mesto, vse točke, kjer se nahajajo vsi ostali ljudje, so tudi prisotni gluhi. Kako bi pa približali materijale prav gluhi populaciji, sigurno je potrebno bolj poenostavljen jezik uporabljati, več slikovnega materijala. Zelo se priporoča, da se pretolmači, se pravi prekreta vsebine in te video vsebine objavljajo na spletnih straneh, ker gluhi veliko uporabljajo spletne strani in vse to vrstne komunikacijske kanale. Ne bi se ponavljala, mislim, da so moji predhodniki govorili zelo lepo in podrobno, kje vse so možne vstopne točke, enako velja za gluhe, v vseh njihovih programih, ki jih izvajajo v družbih in pa posod drugih, kjer so vsi ostali ljudje, so tudi prisotni gluhi in seveda so tam tudi možne vstopne točke za naslavljanje te problematike. Jaz se vam prav lepo zahvaljujem za pozornost. Nasvidenje. Hvala. Sedaj pa prihajamo še na zadnjo predstavitev v sklopu kratkega ukrepa 3, področje družine oziroma socialnega varstva. Danes je z nami Uroš Brezovšek, Zveze prijateljev mladine. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Rad bi vam predstavil delovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki pokriva družino in socialno varstvo. Zveza prijateljev mladine Slovenije že 65 let skrbi za aktivno preživljanje prostega časa mladih, predvsem za organizacijo letovanj. Ker pa imamo tudi status humanitarne organizacije, posvečamo veliko pozornosti tudi pomoči družinam, predvsem družinam z mladoletnimi otroki. Pomoč otrokom tudi s posebnimi potrebami, tukaj organiziramo tudi posebna letovanja za njih in pa znanje naš telefon, kjer nudimo psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom. Drugače pa naše članice, 112 jih je, organizirajo tudi izobraževanje za prostovoljce, ki potem izvajajo, se pravi, te aktivne počitnice za otroke in mladostnike in pa tudi izobraževanje za starše. Ker so pa program sicer ni namenjen populaciji otrokom od 0 do 15, je to sicer na naših ciljnih populacij, drugače pa delamo tudi z mladostniki, se pravi od 20. leta naprej in pa v naših programih bo predvsem ciljali na odrasle osebe, to so prostovoljci, starši, stari starši. Po eni strani izvajalci storitev, prostovoljci, se pravi izobraževanje za te prostovoljce in pa naše uporabnike programov, predvsem so to družine. Pogosto opažamo, da je prekopljeno uživanje alkohola v teh družinah prisotno, zato bomo tudi usmerjali te družine v ustrezno
oziroma k ustrezni pomoči. Vsekakor pa tudi mi sodelujemo pri ozaveščanju oziroma spodbujanju tega projekta v širši javnosti. Zato smo si nekako stavili cilj pri naši organizaciji, da je to zaveščanje, povezovanje z vsemi vami deležniki in pa tudi izobraževanje naših mentorjev oziroma prostovoljcev. Hvala. Veliko hvala vsem, ki ste predstavljali svoje področja. In tudi zato, ker ste se tako lepo držali časovnih okvirov, tako da je še en aplavz za vse, ki so razvajali. Tako je lažje organizirati take dogodke, če se vsi držimo. Kot sem v prejšnji sklop predstavitev sem ponudil možnost, če imate kakšno vprašanje za naše predavatelje, je možnost sedaj, sicer imamo pa potem tudi v delu po kosilu čas namenjen razpravi, pa vseeno nekaj minut imamo še na voljo, tako da imate kakšno vprašanje za kakšno posebno področje. Ne. Potem pa lahko prosim, kar stopite do mikrofona, tamle v sprednji mes. Pa če samo poveste, za koga je vprašanje. Pravzaprav ni vprašanje, ampak mi je danes prišlo na misel nekaj, kar me drži že zelo dolgo časa, pa sem prepričana seveda, da ne samo meni. Vprašanje ljubiteljske kulture, zato poudarjam, ni namenjeno gospe, ki je to predstavljala, ker ni sploh osebno. Moje ime je Jasna Čukrupti, ki sem do upokojitve delala kot pediatrina in pa vodja Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Danes sem tukaj v vlogi predsednice anonimnih alkoholikov, ki pač potrebujejo strokovno osebo, ki je znana, drugi člani so pa anonimni. Kaj me je spodbodlo k razmišljanju? V zadnjem času, ker se je rada, tako kot ste videli, 4 milijone ljudi udeležuje teh aktivnosti, ki jih ljubiteljska kultura ustvarja. In to neizmerno cenim. Res obožujem ta ljudski duh, ki se tako pojavlja v kulturi, v splošni populaciji. Vendar sem kar nekajkrat prav v zadnjem času naletela na stvaritve, ki so plod ljubiteljske kulture, ki pa pravzaprav humorno, vendar zelo prijetno prikazujejo vso kruto patologijo, sindroma odvisnosti od alkohola, vpliv na družino, otrok in tako naprej. Vendar je to prikazano tako, da je pravzaprav zabavno in prijetno. In tukaj se mi zdaj postavlja to vprašanje, ne? Kaj pravzaprav je kultura? Ne? Kako tudi skozi kulturo vnaša pomalem, postopno nekaj vedenja, spoznanja, da pravzaprav to je patologija, pa jo treba naslavljati, da ne ostane to čisto na koncu, žal, pravzaprav promocija pitja. In pa to, da se skozi ljubiteljsko kulturo dejansko promovira pitja alkohola. To naslavljam kot eno splošno slovensko vprašanje. Hvala lepa. Hvala. Zagotovo je ta komisija predvsem na mestu, ker je tako ljubiteljska kultura, kot pravzaprav vsa ostala družba opeta v to tako imenovano makrokulturo, kjer so ti običaji, kot vemo, prisotni povsod. Zagotovo pa je ravno vključevanje društev, področja kulture v pristop in projekt SOPA en majhen prvi korak, ko bomo poskušali tudi to nagovoriti. Hkrati pa verjetno zelo podobno tudi velja za medije, in tudi zato njim posvečamo posebno pozornost tudi v projektu SOPA. Hvala za ta prispevek. Bi še kdo želel kakšno zadevo predstaviti?